Tokrat pa trenutek za mešanico hygge. Hygge, kot se pravilno izgovori, v danščini pomeni eno posebno stvar v življenju, ki naj bi jo vsak zase odkril, in sicer nekaj, kar ti ustvarja atmosfero največjega udobja, največjega zadovoljstva, tisti čas, ko res lahko občutiš globoko hvaležnost za vse, kar imaš, čas, ko si prisoten v trenutku in predvsem zadovoljen na splošno v življenju, tako da si to lahko ustvariš z vsem, kar ti ustreza. V danskem oziroma nordijskem prostoru to pomeni, da si ustvariš topel, udoben prostor, tudi kar se tiče posteljnine, potem raznih vzglavnikov, mogoče prostora, kjer najrajši bereš, prostora, kjer spiješ tisti svoj najljubši vroči napitek ob hladnih zimskih dneh. Predvsem pa si lahko še vse tudi dodatno podkrepiš kakšnim sojem svečk in seveda vse to, kar vam opisujem, je dotera res zelo, zelo premišljeno združila v mešanici hygge, ki vsebuje zelo zanimiva eterična olja. Prvo in tisto najbolj prepoznavno, ki mu daje tudi barvo, je pomaranča, in sicer sladka pomaranča. Potem je noter dodan manj poznan amiris, frankincense iz osnovnih 10, torej kadilna gosvelja, in sopotnica, ki ga ima zelo rada, to je smolnata mira oziroma mir. Potem pa imate še dodatna eterična olja, ki so res taka zelo močna v aromi in dajejo res eno tako posebno, tisto res noro, težko vam sploh opišem to aromo, ki je hkrati sladka, sveža, citrusna, potem topla, oreškasta, lesna, mislim taka, da bi se kar ovil v njo. To pa ustvarjajo zagotovo bolj nenavadno izbrana eterična olja, in sicer v prvi vrsti cistus, ki smo ga spoznavali v antičnih oljih, prvič v eni takšni mešanici, potem noter imamo še vetiver, potem zelo nepoznano tonko in za kanček na koncu tisto toplino seveda dodaja še vaniljevo eterično olje. Tako da hygge je nekaj, kar absolutno priporočam v vsak dom, tudi nekomu, ki še nikoli ni imel izkušnje z eteričnimi olji, ker najpogostejši način je seveda, pozabila sem ga prinesti, da bi vam pokazala, ker ga imam na sosednji polici, je seveda v difuzorju, torej v napravici, ki nam pomaga na hladen princip in s tehniko ionizacije spuščati eterično olje v zrak. Ni to vlažilec, temveč res tisto, kar pomaga čisto enakomerno aromo dozirati v prostor počasi. In z mešanico hygge, ki sem jo, upam, da vsaj kanček uspela hygge opisati skozi ta prispevek, jo seveda največkrat lahko uporabljate v difuzorju, sploh v popoldnevih, ob večernem času, za ta občutek udobja, zato da se spet vrneš k sebi. Jaz bom kar rekla, da je to ena mešanica, ne samo udobja, kot ti pravi dotera, ampak mešanica, ki ti res podkrepi zaznavanje in ozaveščanje, kaj je tista nujna skrb zate, in da si privoščiš magari svoj najljubši kakavov napitek ob večeru, prižgeš difuzor s hygge, mogoče, če imaš kamin, še prižgeš kamin, skratka res, ali pa svečke, in si ustvariš eno tako prijetno okolje, se pokriješ še z najljubšo dekco, mogoče v roke vzameš najljubšo knjigo ali pa pogledaš najljubšo nadaljevanko oziroma film na Netflixu, in je res nekaj čudovitega. Hotela sem vam pa za konec še zaupati, kako vse lahko to mešanico uporabite, ker smo vsi pravzaprav opisovali samo njeno aromo, in res to je res neverjetno, ko to odpreš, te čisto presune, tudi vidiš eno tako lepo oranžno barvo. In to je tudi prvi način, ki ga jaz še dodatno izkoriščam, je, sem vam prav namenoma pustila, namreč lahko naredite tudi parfum. Jaz sem v tem primeru reciklirala staro Volana parfumsko stekleničko od doTERRE, ki je 8 ml, in sem namenoma naredila brez parfumske alkoholne baze, namesto katere lahko uporabljaš tudi vodko. Tako da dodaš tam recimo 30–40% celotnega volumna, recimo parfumsko mešanico, torej alkohol, da razreči eterična olja, potem pa notri dodaš eterična olja, zato da se razrečijo. Jaz sem pa tokrat namenoma naredila vodno varianto, kar pomeni, da sem dodala noter približno 2 ml eteričnih olj, kar je okoli 40 kapljic, in pred uporabo to premešam in nastane res ena taka, vidite, kakšna krasna barva, tako da si predstavljate res, kakšne barve je hygge mešanica, in si potem to lahko popršite po oblačilih,
lahko si popršite po koncu las, lahko si popršite po vzglavniku pred spanjem, po avtomobilu, ko se vozite, tako da res neskončno možnosti imate, oziroma lahko si pa tudi pripraviš rolonček, kot veste, jaz rada v rolon ponežnejšen tač na potku napravljam približno v 10 ml, dajem tam 2 do 3 ml eteričnih olj, kar pomeni 40 do 60 kapljic eteričnega olja, tudi v tem primeru, in vse skupaj dopolnim z oljno bazo frakcioniranega kokosovega olja, tako da to je en način, pa si nanašaš to za dvig razpoloženja, za, bom rekla, občutkih, ko mogoče je vsega preveč, ne rabiš kar en tak hiter povratek z vonjem, še hitreje potem, ko deluje na limbični del, torej najstarejši del možganov, zelo hitro prideš v ti svoj vibe, ali si v službi, ali si na poti, pa je kaj stresenega bilo, predvsem prideš, kot da sem spet doma in se spomniš, kot da si v sobi z najljubšo knjigo, dekico, v soju svojih svečk, kakorkoli ti najbolj ustreza in kar je tvoj pojem udobja in zadovoljstva. Potem pa še zadnji način lahko poreciklirate, oziroma ali pa tudi kupite razpršilke pri doTERRA, oziroma ne, to je bil predzadnji način, ker ne pozabite, da tudi lahko se nanaša na kožo in ker vsebuje vetiver, ker vsebuje amiris, ker vsebuje miro, frankincense in cedro, je krasno olje tudi za kožo, sploh v zimskem času, ko rabi malo več hidracije, se lahko vsaj enkrat na teden si privoščite tudi hige losjonček, tako da dodate nekaj kapljic v izbrani naravni losjon. Jaz imam rada tega z vrtnico in se potem po kakšni kopeli ali pa krasnem tušu s pilingom fino namažete, date tisto res neverjetno pozornost svojemu celemu telesu in greste lahko potem zvečer v nedeljo spat in v nov teden čist drugačni kot sicer. Tako da upam, da vam je bilo to koristno, vesela bom tudi tvoje oziroma vaše izkušnje, kakšna se ti ta mešanica zdi. Ker si vsi želimo, da bi prišla nekoč tudi v redno ponudbo, v ZDA je namreč razprodana, predvsem pa je v Sloveniji na voljo zaenkrat le še do konca januarja 2022. Upam, da bom lahko to kdaj gledala in rekla, no, zdaj je pa že v redni ponudbi in na voljo, ker je res ena najboljših in kot rečeno, nič oziroma ničemur doslej podobnega. Omamna mešanica, ki prevzame čisto vsakega. Lep dan še naprej in dišeč pozdrav. Čau!